na poti na listo, poročilo drugega meseca. Fitness. Mislim, da lahko rečem, da sem v grobem usvojil osnovno tehniko. So pa še napake, ki jih bom pa itak čez čas odpravil, ker je za to namreč potreben čas. Zdaj vaje, ki jih nekako najrajši delam, so v bistvu powerlifting vaje. V bistvu vključujejo te 4 velike sklope mišic, pa še cel kup nekih manjših dodatnih zraven, sicer počep oziroma squat, deadlift oziroma mrtvi dvig, bench press oziroma potisk s prsmi, overhead press, potisk nad. Pravim, tako kot sem rekel, te vaje se mi zdijo nekako najbolj res optimalne. Mogoče še zraven zelo všeč mi je tudi drog, da se z lastno težo dvigujem na njemu, ker to tam dela cel kup od hrbtnih mišic do stranskih, do trebušnih naprej. V bistvu vaje, ki vključujejo samo specifične gibe za te manjše mišice, mišične skupine. Biceps, samo recimo potem za triceps. Nekako ne delam. Čez dalje več posnetkov vidim, da dejansko ljudje govorijo, da nekako to ni uporabno. Dejansko je res, uporabno je recimo, ne vem, če je kdo imel kako poškodbo ali pa bodybuilderi, ko hočejo izklesati vsako mišico. Zdaj se pravim, to je stvar posameznika. Meni osebno nekako te vaje niso najbolj priročne, delam jih pa kdaj vmes med temi večjimi serijami, ampak bolj redko. Ampak kdaj malo za presekati vmes urinem kako to. Zelo všeč so mi nekatere crossfit vaje. Naredil sem napako tudi pri crossfitu, recimo deadlifti, 80 kg, je bilo treba časovno čim prej narediti 12 dvigov, ne, 21, tako je bilo, 21, 15, se mi zdi zelo nepriročno za začetnike, namreč delal sem narobe, ker sem bil tempiran na čas in sem hotel čim prej narediti, in ker sem hotel čim prej narediti, sem začel delati površno. In ker sem začel delati površno, so me drug dan bolele neke mišice, ko me ne bi smele boleti. V bistvu sem pa namesto z nogam s križom dvigoval. Z velikimi težami se jaz pri crossfitu sploh na začetku kot začetnik ne bi igral. Mi je pa zelo všeč recimo 5 pull-upov, 10 sklec, 15 počepov, 20 minut. Narediš čim več serij, take vaje so mi zelo všeč. Kar se borilnih veščin tiče, nekega drastičnega napredka ni bilo. Bi v bistvu rabo kakega kandidata, partnerja, ko bi mal šel pa me kdaj nazaj mal klopno. Probal sem recimo tudi s fokusi že mal, je malo drugače kot en nazaj za šamar, ko nisi pokrit pa tako. Smo že malo višji, snegec. Plavanje. Ja, pri plavanju je bilo kar veliko stvari še za dodelati. Recimo žabica, veselo jaz delam tako, pravilno je pa tako, pa čim krajš pod sebe na hiter pa naprej. Noge recimo, iti počas naprej, pa hiter nazaj. Pa ko grejo gor, mora biti stopalo tako, ko pa odrineš vodo stran pa tako, vse je logično, večjo površino. Še več, ko vsi tako veselo delamo, s tem v bistvu upor vode vstav telo, tudi je treba navznoter iti, noge skupaj in potem eksplozivno ven. Recimo en primer tak zanimiv. Ja, pa 3/4 časa bi mogel biti pod vodo, ven pa pride sam po zrak. Zanimivo je gledati nekoga, ki to trenira 10 let pa mene. On tako elegantno gre, počas, kar s tokom vode, čeprav je voda primer, bazen. Jaz pa po moje izgledam ko en hlod, ko nekaj zaplava pa nekaj naredi. Hrbtno nazaj gre, ampak bo še za dodelati, ampak zelo hitro se utrudim, pa zraka mi zelo hitro zmanjka. Kravl, pa zdaj, ko uporabljam očale, se pravi, gre glava pod vodo, ne znam sploh prav dihati. Ne znam vem prav po zrak prijeti, tako da grem s celo glavo ven, grem premalo z usti ven, čas se zakalkuliram, pa grem 1x3, 1x2, 1x4. V glavnem, me še čaka nekaj dela tukaj. Zdaj, kar se tiče zunanjih športov, zdaj v bistvu se že vidi, so razmere v bistvu take, da recimo kako kolesarjenje, tek,
naravni fitness, počasi odpadeta, ne. Dobro, seveda, vse obstaja zdaj zagriženi športniki, pa kolesarji, pa tekači, ampak oni so v bistvu že dlje časa pripravljajo tudi na take razmere, pa to. Če grem jaz zdaj laufat, pa če laufam polni tempo, da se zašvicam pa nadiham tega mrzlega zraka, sem recimo za 14 dni dober za opojslo. A pa okej, mogoče en teden. Pri gimnastiki so se stvari premaknile malo naprej. Zanimivo je to recimo, tisto, kar najmanj pričakujem, rata, kar bi pa že lahko znal, pa še kar ne znam. Vsajati iz droga, pa se recimo lani še sploh gungat nisem prav znal na drogu. Pa sem se poskusil gungat, pa je šlo, pa je bilo treba še par stvari dodelati, pa je rata, ne. Zdaj dvojne salte, v peno recimo dvojne salte grejo, naprej, nazaj, mislim, da bi lahko počasi prešal tudi na trampolin, no. Zdaj bila je želja proba tudi korka, sem ga tudi poskušal na trampolini, fejli, ne. Kork je v bistvu, da se zavrtim tako, ne tako kot salta, pa šrauf salta, ampak tako. In je v bistvu kar bolj zakompliciran, kot izgleda, no, sestavljen je v bistvu z večjih elementov in zdaj sem te posamezne elemente začel delati, ki sem jih pa že v bistvu tudi pred leti delal, ampak sam tako površinsko, pa nisem si sploh mislil, da so tako pomembni. To pa je butterfly, se pravi metuljček, ki sem ga parkrat naredil. Potem je tukaj aerial, je v bistvu kolo brez rok. Najprej treba narediti kolo čez roke, kar znam. Kolo čez eno roko, kar tudi znam. Potem pa pride kolo brez rok, no. Oziroma zadnji moment pač porineš roke na tla, če treba. Mogo bi pa še kick the moon, je pa neke vrste gainer salta, se pravi, letiš naprej pa se zavrtiš nazaj. S tem, da pri kick the moon je v bistvu še tako, da se brcneš zram in uporabiš tist šus, silo od brce. Servus, svaka čast! Lahko po filmom, lahko, ne? Zaradi mene? Evo, to, svaka čast. Une nekaj se dobijo špicam, ne? Ja, tisti je bolj zalet. Zalet? Sneg glih ne pomaga. Top shit. Zdaj sem že počas na listi. Pričakoval sem, ko sem do spodaj štartal, manj megle, ne? Ampak je kar megleno. Za ta mesec bi bilo to vse. Se vidimo pa drug mesec spet. En čaj z rumom bi imel. Snegec! Gremo snežaka narediti. Ne gremo. Če zunanjih športov... Kdo mi je kamera zarosil? Kdo? Kar se tiče zunanjih športov... Joj, kak je lepo. Joj, kak je lepo. 10 centi gume so tiste. Ja, takole od tega. So tiste prav za sneg, ja. Ja, pa za kakšen hud blat ali pa tako malo za zabavo. Ja, tiste tako, ja, malo za... Tako, zdaj je pa že fajn v roke zebe, ker GoPro ko skozi držim v desni roki, pa bi mogoče dal še malo v levo roko. Ne. Sam je spet ta fajna scena tu, ne. Tako da moram spet v desni roki imeti, ne. In zdaj... Prsto ne čutim več, tako da mislim, da bi počas lahko roko v žep dal.